Kjer ni usmiljenja, ni pravičnosti. Tako je poudaril papež Frančišek med današnjo jutranjo sveto mašo. Med homilijo je spregovoril o 3 ženskah in 3 sodnikih. Prve 3 so bile Suzana, ki je bila nedolžna, prešušnica, torej grešnica, in revna vdova. Le te so sodeč po nekaterih cerkvenih očetih alegorične podobe cerkve. Sveta cerkev, grešna cerkev in uboga cerkev. Sodniki, ki jih je omenil papež, pa so vsi hudobni in pokvarjeni. Prvi, ki sodijo, so pismouki in farizeji, ki so k Jezusu pripeljali prešušnico. Ti so v srcu imeli pokvarjenost togosti, in to, četudi so se imeli za čiste, ker so se držali postave. Toda ti niso bili sveti, bili so pokvarjeni, kajti s togostjo te vrste je mogoče iti naprej samo v dvojnem življenju. Ti, ki so obsodili tiste ženske, so na to naskrivaj hodili za njimi, da bi se nekoliko pozabavali. To so hinavci, živijo dvojno življenje. Tisti, ki s togostjo sodijo. S togostjo, je še dodal sveti oče, se ne more niti dihati. Sledita 2 ostarela sodnika, ki sta izsiljevala Suzano, da bi se jima vdala. Ta 2 sta bila pregrešna, imela sta pokvarjenost pregrehe in sicer pohotnosti, za katero se pravi, da z leti postane še bolj kruta. Kot zadnjega je papež omenil še sodnika, na katerega se je obrnila revna vdova. Ta se ni bal Boga, zmenil se ni za nikogar, nič mu ni bilo pomembno, razen njega samega. Bil je poslovnež, sodnik, ki je svojim poklicem sojenja posloval. Pokvarjen je bil zaradi denarja in ugleda. Vsi ti sodniki, poslovnež, tisti, ki je pregrešen, in togi, niso poznali usmiljenja. La corruzione li portava